Razpis je namreč namenjen izdajateljem medijev, ki jim je ustvarjanje programskih vsebin temeljna dejavnost in se ukvarja s profesionalnim novinarstvom in v ta namen tudi zaposlujejo novinarje. Ne pa raznim društvom, zasebnim zavodom, manjšim gledališčem, blogerjem, fundacijam sumljive vrste, samostojnim podjetnikom, ki so bili večinski sprejemniki sredstev lanskega razpisa. Prav te, ki jih včasih celo ne najdemo v razvidu kulturnih medijev in celo kulturnih društev, so kandidirali in dobili denar. To pomeni za nas razvrednotenje rednega žurnalističnega dela in seveda profesionalnega novinarskega dela, na raven ljubiteljskega pisanja in izdajanja občasnih publikacij, za katere se pač kakšno društvo ali pa posamezniki spomnijo, da bi bilo dobro, če jih financira kar država. Te nosilce informacije namreč zares ne moremo šteti za medije, ki bi jih po subvencijski shemi medijskega razpisa lahko dodelili javni denar. Nekateri izdajatelji medijev sploh niso vpisani v javni razvid medijev, naprimer Livita d.o.o., Združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture, Zavod Mladinski center Medvode in tako naprej in tako naprej. Še nekateri sploh niso registrirani za izdajanje medijev, pa so kakšna društva, zlati ljubiteljska društva, naprimer Društvo za sodobno kreativnost. Ali pa jim piše, da so drugje nerazvrščene članske organizacije, kar pač vam pod tem nazivom lahko kaj pomeni. Nekateri pa ne dosegajo razpisnega pogoja, najmanj 4 izvode letno. In nekateri, naprimer slavna priloga, sobotna priloga Dela, pa so prejeli kar dvakrat denar za 2 projekta, za 2 programski vsebini, čeprav je v razpisu navedeno, da smejo samo eno. Zdaj pa dajmo nekoliko konkretnih podatkov. Kotalot, sem že rekel, z svojim slavnim blogorolom, je po pritožbi, ko ni dobil nič, preskočil vrsto za 276 mest. In pred pritožbo je zbral 10 točk, po pritožbi pa 80 možnih točk. Pritožbo tukaj sem jo bral. To je zelo skrivnostni tisk, ki naj bi tiskal najboljše bloge in ki naj bi šel, če sem prav razumel, v strahotni nakladi čez 200.000 izvodov. To se boste lahko pogledali. Vendar smo skušali priti do kakšnega od teh izvodov, pa ga nismo našli. Nismo ga šli nikakršni trafiki, nikakršni prodajalni mediji, čeprav so naši spraševali. Na telefonski številki izdajatelja se nihče ne javi, tako da ne moremo o tem nič vedeti. In še več, na spletni strani njihove blogorole pa piše, da je zadnja številka je šla, da se lahko naročijo na zadnjo številko, ki je šla decembra. To se mi zdi seveda precejšnja katastrofa. Ne smemo prezreti tudi nekaterih prejemnikov, ki so politično angažirani, kar bi bilo pravzaprav nehigienično, da jih stavimo k javnem denar in k medijem. To sta lahko Bruno Korelič in dr. Luka Julij poslanec, ki sta solastnika Primorska info medijske storitve d.o.o., prijela pa sta 18.602,24 evra za projekt Fokus, ki je bil najprej zavrnen, po premisleku pa so mu zvišali točke tako, da je napredoval za 45 mest. Zanimiv je tudi prejemnik sredstev Danu, upravljanje spletnih storitev d.o.o., ki je po podatkih AEPS-a v večinski lasti podjetja Pristop. In tako naprej in tako naprej.
In zdaj še dva posebna bombona. Javnost je bila opozorjena tudi, da je državno financiranje podjetja Regionalni medij d.o., to je brezplačno, dobro jutro, sklenil izdajati kulturne priloge. Na medijskem razpisu 2009 je pa dobil 71.749,90 evra. Kulturne priloge pa nismo videli nikoli. Čeprav bi po seveda razpisnih pogojih morala že iziti. Je ni. 71.000 evrov pa je šlo. To se pravi, da gre za kar hudo kršitev. In da so bila sredstva očitno nezakonito izplačena. Zanima nas tudi, ali bo ministrica zahtevala nazaj. Za konec sem pa pustil še en bombonček, to je pa sama STA, se pravi naša najbolj nesporna državna nad vsemi temi razpisnimi digresijami dvignjena medijska hiša, ki se mora obnašati tako, da je vzor vsem, pa je dobila 112.000 evrov za posamezen projekt lani in je dobila sploh največ. Se vemo, vodijo pač gospod Bojan Veselinovič, imenuje ga vlada in tako naprej, ampak ob tem se je zavezala, da bo radijske novice STA brezplačno ponudila radijskim programom, ki so že naši naročniki z izjemo RTV-S. Kaj to pomeni? To pomeni, da je svoje posnetke, radijske posnetke, sklenila dajati medijem, ki bi za to zaprosili, se pravi, da ne gre samo za tiste zapise, ki jih najdete na njihovi spletni strani, ampak dobesedno za posnetke. In zdaj pride tisto, te posnetki bi morali biti zastonj. Zato je dobila 112.000 evrov, jih pa zaračunala. Hkrati so pa tako slabe kvalitete, saj vam moram povedati, tega le bom prijel, kar je naš, da posredujejo take posnetke, ki so od časa do časa slabo slišni, slabo razumljeni in na takem nivoju, da bi jih pa res težko kako ovrednotili, da bi potem za njih kaj plačali. Ampak zato so dobili mnogo denarja, obljubili, da bodo zastonj in te posnetke zaračunavali. Vse našteto nas je napeljalo na to, da lahko rečemo, da ministrstvo hudo krši pri izvajanju sofinanciranja medijev iz posebnega sklada in da bomo zahtevali posebno sejo odbora za kulturo v državnem zboru in verjetno, če ne bomo dobili zadovoljive odgovore, posegli še po čem drugem. Kajti, če za konec povem, nekdo dobi 112.000 evrov za to, da posoja takele posnetke, ki jih na tiskovnih konferencah da na mizo in jih potem prodaja naprej, čeprav bi jih ne smel. Po drugi plati pa ukinamo toplo malico. Ali pa nekateri dobijo sredstva za programe, za katere sploh niso usposobljeni, ali pa celo sploh nimajo potem in zato niso kaznovani, mi pa ukinjamo malico.